Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Otroci, vemo, da so otroci prav tako kot odrasli dovzetni za okužbo z novim koronavirusom. Na srečo res bolevajo, redkeje kot odrasli in tudi pri njih, po do sedaj znanih podatkih in po naših izkušnjah, ki jih je na srečo bolj malo, poteka bolezen v bolj blagi obliki. Največ podatkov je seveda iz Kitajske, kjer je bila nedavno objavljena študija, kjer so analizirali več kot 2000 otrok okuženih z novim koronavirusom. V več kot 90% je bolezen potekala bodisi asimptomatsko ali kot prehladni znaki ali kot blaga pljučnica, ki ni potrebovala zdravljenja s kisikom. Nekaj otrok je potrebovalo respirator oziroma zdravljenje v intenzivni enoti, vendar so bili to po večini otroci, ki imajo osnovne kronične bolezni. Ti so tudi najbolj ogroženi za hud potek bolezni. Sicer pa pri otrocih bolezen poteka največkrat kot blaga oblika, to pomeni, da imajo nizko povišano telesno temperaturo, običajno do 38 stopinj Celzija. Približno v 50% je pridružen kašelj, prehladni znaki, torej izcedek iz nosu, bolečine v žrelu. Lahko se pri otrocih začne, ocenjuje, da okoli do 15% tudi kot gastrointestinalne težave, torej kot bruhanje ali kot driska. Virus, ugotovili so, da virus se izloča v blatu, vendar se tam ne razmnožuje, tako da naj prenosa preko blata ne bi bilo. Več teorije, zakaj ne bi okužba pri otrocih potekala v bolj mili obliki. Ena je sigurno nezrel imunski oziroma drugačen imunski sistem v primerjavi z odraslimi, namreč pri koronavirusu je pomemben imunski odziv, predvsem pri hudih oblikah, imunski odziv na virus. Potem drugi vzrok je, da otroci nimajo toliko kroničnih oziroma pridruženih osnovnih bolezni. Ena teorija je, če zboli otrok, če ima blago obliko, je potrebno ostati doma, se držati v tako imenovani samoizolaciji. Torej, predvsem je pomembno, ker otroci zbolevajo, imajo ponavadi blago obliko, so pa vseeno prenašalci bolezni. To pomeni, da lahko bolezen prenesejo na druge ljudi. Ogroženi so, kot že veste in zdaj vsi ponavljajo, predvsem starejši ljudje z osnovnimi boleznimi, tako da je pomembno, da jih držimo stran od teh bolnikov oziroma starejših ljudi. Ponavadi se družine samoizolirajo, torej so otroci skupaj starši, doma ne hodijo, se ne družijo z drugimi družinami, predvsem ne na šolskih igriščih, na otroških igriščih, kjer lahko tudi preko površin pride do prenosa virusa.